Hojla, pozdravljeni spet na mojem kanalu, z vami sem Katarina Rina Benček. Danes sem za vas pripravila eno tako malo bolj delikatno temo in sicer moje gole slike krožijo po internetu, kaj naj naredim? Ali pa če slike krožijo med sošolci, sošolkami, kolegi, po mestu, kjerkoli, kaj lahko naredim? Skratka, zakaj sem prišla na to temo? Zdi se mi, da v bistvu je tako, da je ogromno neke golote okoli nas, da v bistvu s porastjo socialnih omrežij je nekako postala golota zelo dostopna, da v bistvu se nam kar vse nekako ponuja na pladnju in skoraj da ne poriva v obraz. In zaradi tega mislim, da so se te meje majčkeno že izgubile, kaj je okej, kaj ni okej, predvsem pri najstnikih se mi zdi, da je to še večji problem. In bodimo realni, vsi smo že kdaj poslali tisto pregrešno fotko, da smo majčkeno popestrili zadeve ali pa da smo malo koga dražali ali pa, ne vem, mogoče tudi, da smo komu ugajali, ker nam je nekdo rekel, daj pošelj mi jo, in se ti to v bistvu ne zdi nič kaj takega. Ja, na žalost se velikokrat zgodi, da te slike ne končajo samo v rokah tistega, kamor smo poslali to fotko, ampak se lahko fotka razširi, kaj je ena epidemija. In kaj pol narediti? To temo sem odprla tudi na svojem Instagramu in sem v ta namen nekako se odločila postaviti vprašanje. Seveda je bilo vse anonimno. Prvo vprašanje, ki sem ga postavila, je, si že kdaj svoje gole slike poslala komu preko SMS-a, Insta, DM-a, Snapa, whatever. 36% je odgovorili, da ja, da je to nekaj čisto navadenega. 64% je pa rekel, ne, no way. Potem moje drugo vprašanje je bilo, če ja, je bila to tvoja partnerka, partner. 70% je rekel, da je to partner. 30% pa enka sva se malo palila, tako da mislim, da je ta skupina še majčkeno bolj riski, zaradi tega, ker vseeno je to res nekaj zaupnega in še partnerju je v tem primeru težko zaupati, bomo tudi videli zakaj, kaj šele nekomu, ki se sam majčkeno pališ. Potem sem postavila še tretje vprašanje, si imela za to kakšno slabo izkušnjo, 15% je odgovorili, da ja, in 85% da pa niso imeli nobene slabe izkušnje. Potem pa sem pozvala še moje sledilke, sledilce, da v bistvu, če mi lahko delijo kakšno izkušnjo z mano, in moram reči, da ene zgodbe so bile res prav ganljive in res, ko sem se poistovetila s temi zgodbami, mi je bilo kar hudo, ker dejansko jaz mislim, da se določeni ljudje tudi ne zavedajo, kaj naredijo s tem, ko dejansko izdajo zaupanje nekoga, ki jim je poslal tako fotografijo in jo širijo okoli. Tako da v ta namen sem se odločila, da bom tudi z vami delila par zgodb, mogoče komu v razmislek, da ne deli take fotografije naprej, če jih dobi, oziroma mogoče pa tudi, da sploh se ne daš v to situacijo, kar verjamem, da je težko, ker si takrat pač v nekem svojem filmu, fajn se imaš, malo se kuraš z ono osebo, ampak ja, posledice so včasih res lahko katastrofalne oziroma ne prav prijetne. Gremo zdaj najprej na te zgodbe. Vse se je začelo, ko sem imela 17 let. Bila sem noro zaljubljena v fanta, ki je bil od mene starejši, nekaj let, 21. Dobivala sva se po pouku. Sprva se mi to ni zdelo nič spornega, dokler me ni začel nagovarjati na spolni odnos. Nisem privolila. Nato se je začelo. Vsak dan sem na Instagram dobivala njegove gole fotografije, in ne bom lagala, tudi sama sem mu poslala mojo. Zaupala sem mu, bila sem nepremišljena in naivna. Nisem pomislila, da bi nekdo lahko to izkoristil. S fantom sva se nehala dobivati, oddaljila sva se. Na čas sem je poslal kakšno njegovo golo sliko, sem ignorirala. Prišlo je do te točke, ko me je začel izsiljevati, da naj mu pošljem svoje fotografije, da bodo drugače moje gole fotografije videli vsi. Ignorirala sem ga. Njegove besede sem vzela za prazne, ampak to se je zgodilo. Slike so zaokrožile po celem mestu. Ne bom pozabila dneva, ko sem prišla iz šole. Čutila sem se grozno, osramočeno, prestrašeno. Zaprla sem se vase. Fanta smo prijavili policiji in še danes me spreleti srh, kadar ga srečam na ulici. Mislim, jaz, ko sem to prebrala, sem prav čutila tisti knedel, te punce, ki dejansko pride do tega trenutka, ko se neke grožnje uresničijo. In kako reagirati, kako postopati, kako iti čez ta sram, na kakšen način se soočati s temi stvarmi. Jaz bi predvsem rekla to, da v bistvu
ne se zapreti vase, ne v bistvu pustiti, da vas ta oseba uniči, da vam ta oseba, ne vem, povzroči neko tako trpljenje, tej osebi se je treba postaviti po robu, a ne. In kakorkoli je to v bistvu mogoče grozno v tistem trenutku, ampak takrat mogoče se je pa res najboljše obrniti na starše, na učitelje, na nekoga, ki lahko tej osebi pristopi na drugačen način, lahko tudi policija, zaradi tega, da se ta oseba zave, kaj dela in da resno vzame situacijo. Ker enim je to smešno, enim je to haha, pač pa kaj, koliko je glupa ali pa glup se sem, pač poslala mi je te slike, kaj pa mislila, ne. Ampak ne razumejo, da se pač v tistem momentu mogoče igrajo s čustvi ljudi in da v bistvu, da je lahko nekdo orang prizadet zaradi tega, ne. Ali pa še hujš, bomo prišli zdaj do te zgodbe, ko pa v bistvu ta je bila pa res mogoče najbolj ganljiva in najbolj žalostna zgodba od vseh, sicer srečnim koncem, ampak ja. Stara sem bila 17, živim v ne tako velikem mestu, v sorodu imam policiste, zato sem se odločila zadevo urediti sama. Ampak le kaj bi lahko? Prosila sem ga, da slike izbriše. Kaj drugega od posmehovanja z njegove strani nisem dobila. Po parih dneh je naredil Facebook profil z mojim imenom ter prinkom ter z golimi slikami. Prva, ki jo dodal, je bila moja mama ter nato še moje sestre. To je bilo malo po dopolnjenem 18. rojstnem dnevu. Čez 3 mesece so me zaradi poskusa samomora komaj rešili. Nadaljnje 4 mesece sem preživela na psihiatriji, zaprt oddelek. Odprt oddelek ter nato zaprt program za odvajanje od drog v Ljubljani, kot neka poboljševalnica, približek moje zgodbe. Skratka, ljudje različno reagiramo na take situacije in ja, žal nekatere punce ne vidijo več izhoda, počutijo se tako osramočene, da v bistvu mislijo, da je konec sveta in da v bistvu je samomor edina rešitev. Tako da tukaj bi mogoče res še enkrat rada vas nagovorila in usmerila, da niste vi krive, da je prišlo do tega, ne rabite čutiti tega občutka krivde. Ja, sigurno se počutiš izdanega, osramočenega, po eni strani tudi neumnega, kako si lahko zaupal tej osebi. Ampak konec koncev je ta oseba ta, ki je sprejela zavestno odločitev, da bo delila te slike. In ta oseba, ki je prejela to odločitev, da bo delila slike naprej, se mora zavedati tudi posledic. In jaz verjamem, da vam ne bi bilo prijetno, če morate živeti s tem, da je nekdo zaradi vas se konec koncev ubil. Tako da, to je odgovornost. Odgovornost je, če vam nekdo da te slike, kaj boste naredili s temi slikami. In tukaj bi tudi nagovorila mogoče starše, da če pridejo otroci s tako situacijo, takrat ni trenutek, da kažete s prstom na te otroke in kaj ti je bilo, a ne, ker pač to takrat v tistem trenutku ne pomaga. Vi morate takrat stopiti tej osebi ob bok in v bistvu jo zaščititi in ji biti v oporo, ker to je vse, kar rab v tistem trenutku in v bistvu kaj lahko pravno naredimo, kako se lahko zaščitimo. Zdaj, prvo moramo ločiti dve zadevi, a ne. Ali ste vi prostovoljno poslali, delili te slike in dovolili, da se vas slika, ali ne. Če niste, v tem primeru je, da rečem, sreča na vaši strani, žal se dogaja tudi to, da sem slišala take zgodbe, da so punce posnete med spolnimi odnosi, ko ne vedo, ali pa ko spijo gole, ali pa kaj tazga, ko zaspijo, da jih nekdo posname in to pošilja v razne grupe. Ker pač ja, tudi te grupe obstajajo, ko se zbere par fantov, imajo skupino in se v bistvu prepošiljajo te slike. Tako da v tem primeru, če to zveste, takrat lahko mirno greste na policijo, prijavite to osebo, ker to je kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje je že to, da vas je nekdo slikal, medtem ko niste vedeli, potem je pa še kaznivo dodatno dejanje, da je nekdo širil te fotografije in jih zlorabil na ta način. In to osebo lahko mirno tožite. Mirno. In jaz vam priporočam, da jo. Če ste pa dovolili, oziroma da vas nekdo slika, oziroma če ste se sami slikali in poslali to sliko, potem ste pravno zelo slabo zaščiteni. In v tem primeru lahko greste na policijo, če vam nekdo grozi, ne boste prav veliko dosegali, tožite in denarno zahtevate odškodnino zelo težko to osebo. Ampak ja, mogoče je pa vseeno ena prijava na policiji ni tako slaba, ne, da se vsaj ta oseba majčkeno ustraši, ker večina ima nek strah pred policijo in lahko tudi v bistvu dobi neko kazen, ne. Je pa tako, da dokler stvari ne pridejo toliko daleč, da so fotografije že zlorabljene, do tega momenta policija tudi zelo težko kaj naredi.
Zaradi tega pravim, da v bistvu se mogoče v tistem momentu kakorkoli je težko obrniti, ne vem, mogoče na starše ali pa na, ne vem, nekoga, ki čutite, da bi vas lahko zaščitil, razrednik, razredničarka, ne vem. Probite se takrat zateči k sestri, bratu, ne vem, komorkoli, nekdo, da lahko stopi z vami skupaj, lahko je tudi več prijateljic in nekako spregovorite o tej zadevi, a ne. In predvsem ne se posmehovati drugim, če se jim to zgodi, a ne, ker postavite se v kožo drugega, kako bi se vi počutili. Če gremo še en korak naprej, obstajajo tudi razne ustanove, ki vam lahko pridejo nasprot, ki se lahko njim zaupate. Delila bom tukaj na ekranu tudi številke, kam se lahko obrnete, koga lahko pokličete na pomoč, če se počutite mogoče osamljene in mislite, da nimate nobenega zaledja. Obstajajo tudi ustanove, klicni centri, kamor se lahko obrnete in v bistvu dobite nek suport, ker v tistem trenutku rabimo suport, rabimo občutek, da je vse ok in da bo vse ok in bo vse ok, ker tudi po tistem enem tednu, dveh so stvari pozabljene. Pač tako je. To je ljudem zanimiv nek kratek čas, pa gre pa to naprej. In mogoče mečkam v šali, mečkam pa zares, ampak tudi določene zvezdnice so na podlagi svojih seksualnih posnetkov zgradile celo kariero. Tako da, ne vem, verjetno vsi poznate zgodbo Kim Kardashian, Severine in tako naprej. Tudi njim v tistem trenutku ni bilo lahko, ampak so šle čez to in res ni potrebe, da zaradi tega, ne vem, si vzamete življenje ali pa kakorkoli, ne. In na koncu bi mogli vsi na tisto osebo kazati s prstom, ki je delila te fotografije. In ne se vi počutiti osramočene ali pa kakorkoli, ne, ker v bistvu vi ste v tem primeru žrtev in to je treba povedati na glas. In ne pa se zapreti vase in misliti, fuck, a ne, kaj sem, kako sem neumna ali pa neumen, kakorkoli, ne. Tako da tukaj res hočem povedati to, da če boste kdaj v taki situaciji, probite pomagati tej osebi. Ker to je največ, kar lahko naredite in da se bo ta oseba počutila boljše. Ker vidite, da na določene to zelo slabo vpliva, lahko posegajo po drogah, lahko grejo v, ne vem, samomore in tako naprej. Tako da, ja, pa vsi to delajo. Ja, vsi to delajo, ampak ne prenesemo pa vsi enako posledica, ne. Ene bo to manj ganilo, če se jim kaj takega zgodi, ene več, eni bojo šli dlje, eni bojo res, samo eni bojo grozili, eni bojo dejansko objavili in pač vprašanje je, na kakšno osebo ste naleteli na drugi strani. Kar me je še najbolj, pa ne bom rekla niti šokiralo, ampak presenetilo, da ogromno teh zgodb, ki so tudi prišle na moj telefon, so se dogajale po končani partnerski vezi. Tako da dejansko tudi nekdo, ki je bil s partnerjem, lahko leta, se je zgodilo to, da mu je grozil, da bo objavil gole slike, če bo prekinil, kakorkoli. Bi nekako rada povzela to, da pač niste sami, da to se dogaja in to se verjetno dogaja na dnevni bazi. Žalostno je, da v tem času v bistvu interneta je to tako, da res lahko slike v sekundi zakrožijo in da pač te vsebine ostanejo lahko zavedno na nekoga telefonu. Upam, da bo ta video dosegel čim več ljudi, zaradi tega, da osveščam lahko mlade, da se te stvari lahko zgodijo in da vidite, da se dogajajo in da so posledice, ampak še vedno se jih da rešiti. Tako da, to je to. Hvala za vašo pozornost. Če vam je všeč, polajkajte, šerite, delite naprej in upam, da ste izvedeli kaj novega. Čau!